Zakaj sem danes tukaj? Zgrožena sem, ko v zadnjem času poslušam nemogoča sprenevedanja predstavnikov aktualne oblasti glede varčevanja v javnem sektorju. Te dni slišimo, da smo učitelji, pedagogi, psihologi, vzgojiteljice, medicinske sestre, državni uradniki, policisti in drugi javni uslužbenci ne bodi ga treba. Strošek, cokla razvoja, proračunski požeruh, da je za naše delo zmanjkalo denarja. Pa še to ni vse. Vodilni slovenski politiki zadnji čas hitijo državljanom dopovedovati, da bo država rešena, če uničijo javno upravo in zaposlene v njej. S kakšno pravico? Ali smo si javni uslužbenci sami postavljali standarde, sprejemali pravilnike in zakone? Ne, politiki so to naredili, pa danes upravičeno dvomim, da za dobrobit državljanov. Naredili so to, da bi se državljanom pred volitvami prikupili, da bi nas podkupili. Zdaj pa, ko se njihove podvige zmanjkuje denarja, pa državljanom od podpori lastnikov kapitala in njihovih oprod kažejo na nas. Ukrepi, ki jih predlaga vlada, v resnici niso varčevalni, ampak maščevalni do kulture, šolstva, javne uprave, tudi zdravstva. Spomnim se oktobra 2006, ko so nasprotniki takratne Janševe vlade ministru Bručanu učitali, da je z napačno politiko podeljevanja koncesij v zdravstvu omogočil škodljivo privatizacijo zdravstva in ogrozil celotno zdravstveno varstvo prebivalcev. Minister je takrat zagotavljal, da podeljevanje koncesij v zdravstvu niso divja privatizacija. Spoštovani, ali ste kdo od vas takrat zavedal, kaj se bo v zdravstvu dogajalo čez 5 let? Ali ste se takrat zavedali, da bo čez 5 let treba za zob iz keramike plačati 400 evrov, da bomo zaradi privatizacije morali plačevati specialistične preglede? Ne, nismo se zavedali. Nekateri so celo soglašali, da je treba ukiniti slabo javno zdravstvo, sedaj pa ugotavljajo, da temu ni tako. Kolegice in kolegi, in to, kar je Janševa vlada počela leta 2006 zdravstvom, danes počne z javnim šolstvom in celotno javno upravo. Danes niso problem plače. Dejstvo je, da se pod krinko plač v javnem sektorju skriva razgradnja javnega šolstva, kulture, uprave ali povedano drugače, tudi uvedba zasebnih šol, da bo omogočeno javno, zasebno in bo tako omogočeno pretakanje denarja iz državne blagajne v zasebne žepe. Spoštovani zaposleni v gospodarstvu, verjamem, da nas številni ne podpirate, saj vas vsi strani bombardirajo, da delate za nas. Enako je bilo leta 2006. Tudi takrat so isti ljudje govorili, da gospodarstvo ne prenese teh obremenitev. In kaj se je zgodilo? Nič. Obremenitev gospodarstva je ostala enaka, le mi vsi skupaj plačujemo več in krči se nam sistem pravic iz zdravstvenega zavarovanja. Zakaj se nam to dogaja? Zato, ker ti isti politiki takrat niso mislili pošteno in tudi danes ne mislijo tako, ker nobena neoliberalistična vlada nikoli v ospredje ne postavlja človeka, državljana, ampak kapital, ki mu lahko pravi tudi BDP. Upam si napovedati prihodnost. Po razsutju javnega sektorja se bo vlada lotila delovne zakonodaje, da bo lastnikom kapitala omogočila lažje odpuščanje delavcev v gospodarstvu. Nato pa še pokojninske reforme in država bo v celoti urejena po meri kapitala. S kakšnim namenom vodilni ekonomist in človek z akademskim nazivom javno povesta, da bomo učitelji in javni delavci končno morali začeti delati, ker delamo premalo. Ali ste, gospoda, svoje nazive kupila, ali ste se kje in kdaj morali naučiti otroških iger, branja, pisanja in upam, da zdravstvene nege še ne potrebujete.
v preteklosti premestil na Luno. Ne gremo. Ker živimo v svoji Sloveniji. Sloveniji, ki smo v tem delu naše države branili brez zgodovinskih stranpoti. Vedno in res vedno smo bili na pravi slovenski strani. Zato, gospod predsednik, ne živimo na Luni, živimo tu in zdaj med svojimi ljudmi, državljani in učenci, bolniki in oskrbovanci, in tega se politiki bojijo. Bojijo se, da bi državljani stopili skupaj, saj se zavedajo, da lažje vladajo, če narod na dveh bregovih. Danes smo na vrsti mi, jutri boste vi, spoštovani zaposleni v gospodarstvu. Predstavniki vlade so nekje povedali, da je potrebno Slovenijo resetirati. Res? Ali računalnik resetiramo, ko ga napade virus? Ne. Čas je, da državljani zaženemo antivirusni program te države. Da se združimo in skupaj povemo, da nam je dovolj nasnaževanja naše družbe, da nam je dovolj politikanstva in politikov s kupljenimi diplomami, ki mi edini interes razvajanja slovenskega naroda na osnovi ideoloških razhajanj, ki ga sedaj spreminjajo v delitev na gospodarstvo in negospodarstvo, na tiste, ki proizvajajo in druge, ki jih trošijo. Spoštovani politiki, zaustavite to igro delitve in vladanja. Res je, da se je včasih govorilo kruha in iger, vendar spoštovani politiki, nehajte z igrami, kajti državljanom je kruha že zdavnaj zmanjkalo. Ljudi živi pod pragom revščine, z manj kot 600 evrov na mesec. Marsikje otroci delajo, da pomagajo staršem, študenti, da se lahko preživljajo. Vlada Janeza Janše do danes ni sprejela niti enega ukrepa, ki bi deloval v smeri zagona gospodarstva, je pa sprejela nekaj takšnih, ki je na rob preživetja potisnil marsikatero družino. Plačujemo za Šrota, Bavčarja, Tošakovo, Zidarja in mnoge druge. Tiste, ki je Janez Janša v prejšnjem mandatu podaril tajkunske kredite. In kot kaže, jim bomo slabo banko kredite tudi poplačali. Ivan Janez Janša je dovolil, da so se drugi obogatili na plečih naših državljanov, na plečih nas, ki delamo za to, da preživimo, da nahranimo svojo družino. Marsikdo ne pozna več besede dopust, morje, nekateri so že tudi pozabili to, kaj pomeni prosti čas. Vzeli so nam praznike, da bi več delali, a oni so si vzeli dopuste. Jemljajo nam dostojno življenje za izgradnjo neke nove, ultrakapitalistične Slovenije. Ustvariti se želi strahovlada, avtoritarizem, da bi se bali vodilnih in se jim podredili, da bi plecali tako, kot oni želijo. Narod je rekel ne, ne in še enkrat ne.